Danes bi rad delil z vami zgodbo o tesnobi, anksioznosti in panični motnji. Pri meni se je oglasil mlad moški, začetek 30 let, z dobro službo, s končano fakulteto, z družino, ki je podporna, punco, skratka, nobenih posebnosti v njegovem življenju, ki bi bile kakšna stresna motnja ali karkoli. Služba sicer res stresna, veliko rokov, pritiski, da je treba končati projekte v rokih in tako naprej. Ampak poročal je o tem, da kar tako na določena obdobja čuti eno stisko v prsih, da pride potem ta stiska prehaja v bolj intenzivno stisko, kot bi se anksioznost nalagala in potem pride do nekega občutka, kot da od zadaj pride nekaj in se pojavi panični napad in kot da bi hotel pasti v nezavest, nek neznosen občutek. In seveda ves ta ciklus, ko se bojiš, da se bo zgodil panični napad in seveda to samo še stopnjuje dodatno stisko, dodatna tesnoba in tako naprej. Ko sva se pogovarjala o njegovem življenju, mi je povedal, da je bil ves čas priden v šoli, imel je tudi dodatne zaposlitve in nekako sem videl, da se je v njegovem življenju zgodila ena bistvena prelomnica. Namreč do konca študija in celo do začetka zaposlitve je on deloval po nekem strukturiranem, vnaprej pripravljenem programu, v nekih okvirih, ki so bili zelo predvidljivi, se pravi zelo varni. V šoli je seveda šolski urnik, šolske obveznosti so mu nalagale neke cilje, ki jih je dosegal, ki je bil priden, dosegal je redno, dosegal je dobro, dobival je povratno informacijo, da je v redu, da je dober. Vsi so ga imeli radi, počutil se je uspešnega, tudi na fakulteti, delal je redno, zato ker je za njim prihajal nek nov program in je želel uiti temu, da bi imel dodatne sitnosti. In je spet bil zelo motiviran za to, da je dosegal cilje, en izpit, drugi izpit. In potem je prišel v službo, že med študijem so ga opazili, da je zelo talentiran, da je dober in je dobil službo, sanjska zgodba pravzaprav. In v službi spet, želi se dokazati, želi se čim več naučiti, je dober, je delaven, seveda dobiva za to še več dela in tukaj se mu je kar naenkrat pojavil občutek, da a je to življenje. Pravzaprav imam vse, ampak nekaj mi manjka. A je to zdaj življenje? Hodim v službo od 9 do 5, v zimskem času ne vidim dneva, pridem domov, sem utrujen in praznina. Grem k punci na obisk, pridem domov, praznina. Tukaj sem mu rekel, da pravzaprav mi deluje na tak način, kot bi ga jaz videl, da ima namen potovati na severni tečaj, ampak
v roki ima pa zemljevid samo do Avstrije. In je rekel, ja, to je to. To je točno ta občutek. Skratka, govoril je o tem, da življenje nima več smisla, da pravzaprav nima nobenih ciljev, da ne vidi nobenih ciljev. No in to je bila kar, bom rekel, pomembna tema najinega pogovora. Namreč vprašal sem ga, če se vidi enkrat v prihodnosti, recimo tako, da živi v svoji hiši, da ima svojo družino, da ne vem, vozi določen avtomobil, da je nekaj dosegel, da je na poklicni poti ali pa v karieri nekaj, da se z nečim ukvarja, da ga ne vem, določene stvari veselijo. In je rekel, ja, vidim, ja, seveda, želim si hišo, celo vem, kakšna bi bila, celo lokacijo imam, ampak to je predaleč. To ni dosegljivo. A se vidi kot družinski oče? Ja, celo s to punco se vidi, ampak to je tudi nekje predaleč, to ni dosegljivo. In tukaj pravzaprav mislim, da je ena zelo pomembna tema teh generacij, ki so stare tam nekje 30 let, ki so dokončale neke šolske obveznosti, ki so pridobili izobrazbo. Eni še iščejo svojo pot v karieri, eni so zaposleni oziroma si z delom služijo denar za preživetje. Imajo cilje nekje zelo daleč v prihodnosti in kot da jim manjka zemljevid, kako priti do tja. Kot da nimajo tega, kako si izdelati neke manjše korake, kako si narisati pot, da pridejo, kako priti do teh velikih ciljev. Ker so ta veliki cilji nedosegljivi. Ker kar naenkrat, kako pa naj s, ne vem, 800 evri na mesec si ustvarim družino. Kje pa si bom kupil, ne vem, en gospodinjski aparat, ki stane 1000 evrov? Vse je nemogoče. Ja, mogoče je to način razmišljanja, ki duši, ki ne daje upanja, ki v bistvu tudi na nek način pasivizira neko življenjsko kreativnost, neko sanjarjenje. Zdi se, kot da, ne vem, kar nimajo nekih sanj, kot da so zamorjeni in apatični, izgubili so veselje do življenja, izgubljajo čas na nepomembnih stvarih, vrtijo se v krogu neke neproduktivnosti. In tukaj se mi zdi pomembno, to, da je seveda pot od tega, kjer sem zdaj, recimo glede hiše. Zdaj živim v nekem podnajemniškem stanovanju, delim si prostor z še enim sostanovalcem in ja, seveda ne vidim možnosti, da bi imel hišo. Ampak kakšna je pot do hiše? Pot do hiše je sigurno preko naslednjega cilja, da pridem v stanovanje, kjer ne bom več podnajemnik. Da imam nek manjši cilj, kako priti do nekega svojega stanovanja ali pa do nekega ugodnejšega načina bivanja, kjer bom nekaj denarja lahko prihranil oziroma ne bom plačeval najemnine. In potem enkrat bom iz manjšega stanovanja lahko kupil večjega, prislužil bom večjega. Če imam partnerja, bova skupaj delala za ta cilj in verjameva, da bova imela enkrat neko boljše stanovanje in enkrat v prihodnosti bova imela svojo hišo. To so cilji, ki nas ženejo k temu, da smo aktivno naravnani, da nekaj delamo v smeri tega cilja. To je samo
princip. To velja tudi na ostalih področjih, tudi na področju kariere, tudi na področju osebnostne rasti, če hočete, na področju razvoja družine. Skratka, na vseh področjih, kjer smo aktivni, kjer živimo z neko strastjo, mi potrebujemo neke dolgoročne cilje, neko vizijo, bom rekel, neko točko, proti kateri potujemo. Ampak, če je ta točka preveč oddaljena, potrebujemo te manjše korake, ki si jih moramo predstavljati, ki jih moramo začutiti v sebi, ki jih moramo videti, kako bomo po teh točkah, po teh umestnih ciljih stopali. In mislim, da je to ena od zelo pomembnih nekih, ne vem, lastnosti ali pa nekih življenjskih naravnanosti, kjer se mislim, da današnje generacije, ki stopajo na pot samostojnega življenja, precej razlikujejo od generacij, recimo naše generacije, ko smo bili toliko stari. Hvala lepa.